Dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta startupov, scale-upov in drugih kotičkov podjetništva. Kje in kako začeti, na koga se obrniti in na kakšne ovire se pripraviti. Govorili bomo torej o tem, kaj morajo mlada podjetja vse postoriti, da lahko zaslovijo kjerkoli na svetu. Kdo pa je naša današnja gostja? S prijateljico sta si še kot majhni punčki dali mezinčka in si obljubili, da bosta ustvarili nekaj izjemnega in da to bosta počeli s srcem. Seveda se jim te sanje uresničijo, ampak sta zato potrebovali veliko vztrajnosti in poguma. Njuna največja prelomnica je, ko sta Sloveniji predstavili svoje izdelke v sklopu oddaje Štartaj Slovenija, in ti produkti istega leta 2018 dobijo tudi naziv Hit produkt. Danes z nami, 5 let torej kasneje, Neža Mlakar iz podjetja Lapopsi, sadje na palčki in v mnogih drugih oblikah. Živjo, Neža, dobrodošla. Hvala. Hvala, da si prišla. Zdaj s svojimi besedami predstavi sebe, pa seveda Lapopsi. Sem Neža Mlakar in sem solastnica podjetja Lapopsi. V Lapopsi proizvajamo pravo sadje, ki se topi, sadje na palčki, in verjamemo, da smo najboljša alternativa vsem obstoječim produktom, ki so prenasičeni z vsemi artificial stvarmi, ki ne pašejo v našo hrano. Tako da ponujamo v bistvu eno tako sladko, zdravo rešitev. Super, omenila si rešitev, tako da vem, zakaj oziroma kako je Lapopsi v bistvu nastal. Vem, da je povezano z nekimi prvimi zobki, tako da vem, da sta si s Karmen v bistvu izmenjevali recepte, ko sta fantka oba bila toliko majhna in dobivala prve zobke. Tako da dejansko so to bil ta prvič, ko je vama padlo na pamet, no, to je tisto, kar bova ustvarili skupaj. V bistvu nisva vedeli, ne, ko sva res, moja pediatrinja, Aleksandrova pediatrinja v Ameriki je predlagala, da mu lahko na naraven način hladim dlesni, ne, in je predlagala, naj grem v Whole Foods, ki je kot kalček recimo v Sloveniji neka zdrava veriga trgovinska, kjer naj bi prodajali produkte, ki so bolj zdravi in bolj naravni, ne? In ko sem šla res to kupiti, zato da bi Aleksander istočasno ohladil svoje dlesni, zmanjšal vnetje in napolnil telo z vitaminčki, ker je že uvajal gostohrano, nisem našla tazga produkta, ne? In sem klicala Karmen prek Skypa, takrat je bil Skype še ful popularen, in sva klepetali in sem povedala za to idejo od pediatrinje, da wow, kjera huda fora, ampak da tazga produkta ni, da so vsi imajo koren sirup, neke umetna barvila, umetne okuse, neki. In da jaz tega pač Aleksandru pri 7 mesecih ne bom nikakor pač dala za jesti. In je rekla, kaj pa je s tabo, pojdi po sveže sadje, zmiksi, daj v lonček na žličko neki, zamrznem pa mu daj, ne. In jaz tako, oh my god, valjda logično, no. In pol je na drugi strani pa Karmen, je imela pa 4 mesece, Lijan je 4 mesece mlajši od Aleksandra, ko je on začel isto izraščati zobke, se je spomnila, da sem jaz Aleksandru zamrzovala sadje in je pa ful kreativen človek ona in tudi rada ustvarja in rada dobro je in pekla je v tistem času ful torte in se je začela malo igrati, ne, malo mešati sadje, malo dodajati pa med pa tako. In ugotovila, da ni to samo za otroka, da je to zanjo ful dobro. Pol je njen partner začel to jesti, pa njeni starši, pa pol so pri meni prijatelji doma in to je kar zginjalo. In a imate kaj tega sladoleda? Ne? In pa so bili tako, wow, okej, tega na trgu ni, zakaj tega ni? Res je enostavno, res je dobro, primaren okus, vsi imamo radi sadje, zakaj tega ni? In pa so začeli raziskovati in se odločili, da mogoče bi pa to lahko bila najina tista poslovna ideja, ki bi pa rešila 101 problem, evo. In ja. Je ratalo, ne, odlično, zelo, kot si rekla, kako to, da tega prej ni bilo. To je res zanimivo, tako da sta to ugotovili, tak zdrav recept in kot si rekla, da ni to samo za male, da je za vse generacije, tako je nov slogan, ne.
Torej, leta 2017 so nastali neki prvi izdelki, ampak to sta delali bolj butično, potem pa je ta odskočna deska Štartaj Slovenija. Kaj je to vse za vaju pomenilo v tem trenutku, kot vse prave, dobre zgodbe? Začelo se je v nekem delu domače hiše, ne, v vajinem primeru v kleti pri Karmen, in potem pride ta oddaja. Kaj potem? Mislim, saj v resnici že, ko sva prvo sezono 2017 ustvarjali Izgubo, sva vedeli, da bo treba nekaj narediti, ali najti neki izvensezonski produkt, ali naslednje leto toliko boljš prodajati in narediti nek rastor na trgu, da bo pač firma preživela in da bomo midve še vedno lahko živeli svoje sanje, ne. In ko sva se prijavili na Štartaj Slovenija in vedeli, da se v bistvu projekt začne oktobra, pa gre na zimo, sva bili skozi skeptični, a bojo oni zdaj to ali ne bojo, ne. Pa smo itak ugotovili, da lapopsike niso sploh sezonske, da so za vse letne čase, ne vem, recimo v Evropi na severu pojejo več sladoleda pozimi kot poleti, ne, da se da spremeniti kupne navade, če imaš pač ta glas, to moč, da te ljudje slišijo, ne. In potem s časoma spremeniš kupne navade. In to smo pol tudi, ko smo bili izbrani, da postaneva del projekta Štartaj Slovenija, nam je točno to tisto zimo uspelo, ne. Da smo prodali res neverjetne količine. Za naju sploh, ko smo začeli v garaži z eno mašino, bili smo sposobni proizvesti 160 kosov na dan. To je bilo za naju tako, wow, ena runda, ne. Potem smo jih delali, ne vem, po 900 na dan. Ko smo postali del projekta, smo itak mogli nov poslovni prostor, proizvodni obrat narediti in vse, da je bilo in da smo imeli kapacitete in da je bilo primerno, ne, ker recimo na začetku smo pakirali v prozorne vrečke že vnaprej narejene in jih varili z aparatom od mame Slavke, od Gorenja, tisto, ki je za zavariti meso, ne, ki ga daš pa v skrinjo zmrzovalnik in je bilo tako, Špar je rekel, to ne bo šlo. rabite pakirno mašino. Okej, kako pa pakiraš sladoled, kaj? Ja. No in pa sva, cel ta research, kaj vse rabiš, koliko denarja v resnici rabiš, sva videli, da bomo rabili investitorja, sploh glede na dejstvo, da so ustvarjali Izgubo prejšnje leto in tako, ne. Ampak pol sva naredili načrt, itak ni šlo vse po načrtu, ampak smo reševali sproti probleme in iskali rešitve in se prilagajali spremembam, takim in drugačnim. In pol se je zelo hitro v resnici po tisti zmagi, ne, v letu 2018, smo dobili priložnost, da se širimo čez celotno mrežo Šparov v Sloveniji in eno leto zatem pol tudi v Avstrijo. In ko je prišel ta trenutek, so ugotovili, da tudi ta proizvodnja, ki je bila dovolj velika za slovenski trg, absolutno čisto premajhna za nek tuj trg, ne. In smo potem selili vse v Italijo. Tako da je zdaj Lapopsi made in Italy, land of gelato, in je spet vse drugače. Ja, mislim, veliko se dogaja v teh, dajva reči, 5 letih. Omenila si torej stroje, torej razen surovin si morala zagotoviti določeno tehnologijo, dajva reči, prvo leto sta delali Izgubo, morali ste torej pridobiti investitorja. Pa povej mi, kako ste uspeli investitorje prepričati, glede na to, da prvo leto bi bilo tako, ali jih je prepričalo to, da ste prepričali Špar, kaj je tukaj igralo nekako največjo vlogo, da so oni prišli zraven? Ja, jaz mislim, da so začutili, da res delava s srcem in da res verjameva v to, kar govoriva. In itak so vsi prepoznali, da je produkt nekaj posebnega, da ima neke dodane vrednosti, ki jih drugi konkurenčni produkti res iskreno nimajo, in da sva pripravljeni se odrekati velikim stvarem v najinem življenju, zato da postavimo Lapopsi blagovno znamko na nek nivo in zagotovimo, da postane prepoznavna blagovna znamka za zdrav prigrizek, ne. Super, sliši se res se sliši tako, da delaš to s srcem, tako da verjamem, da jih ni bilo težko prepričati, ne. Si se že dotaknila, torej, ko ste začeli, ste imeli določene izzive, predvsem kako doseči ta scale je prišel, kaj pa zdaj? Kakšni so izzivi danes?
Jaz mislim, da so kar skozi isti. Prvi je cash flow. Cash flow se mi zdi, se mi zdi verjetno, ker je dejstvo pri vsakmu podjetju, sploh ko želiš rasti. Ali je to na domačem trgu ali pa na tujem trgu. Ne? Najprej rabiš denar, da lahko potem kaj ustvariš. Ne? In ta denar je pač treba ali zaslužiti ali ga nekako pač pridobiti. Ne? In vsakič, ko si na začetku poslovne poti, v najinem primeru, zato ker proizvajamo, vsi dobavitelji, ki jih spoznaš, nihče ti ne zaupa. Ne? Noben ti ne bo rekel, okej, le jaz ti bom zdaj dostavil, ti pa plače, ko šloh. Plače, ko prodala. Mislim, ga ni enega, vse je po predplačilu, in se konstantno s tem ukvarjamo. In še vedno, vsakič, ko greš na nov trg, vsakič, ko dobiš novega dobavitelja, vsakič je ista zgodba. Noben ne verjame v tem svetu več na besedo. Jaz lahko ne, jaz presežem tam plačala. Ja. Je ful dobro, da jih plači, pa ti bomo pa mi pač proizvedeli. Ker na drugi strani mi kot dobavitelj našim kupcem pa nimamo te moči, nismo tako veliki, da bi lahko rekli, lejte, vi nam plačite vse po predplačilu, pa bomo pa mi začeli proizvajati. Je lih obrnjena situacija. Pa pri trgovcih verjetno imate tudi zelo dolge plačilne roke, ponavadi. Špar je izjemen poslovni partner, tako da so njihovi roki res izjemno kratki, kar omogoča, da lažje posluješ in se ne rabiš konstantno zadolževati in iskati teh denarnih virov, da jih prineseš noter v firmo. Točno, torej v Sloveniji ste ostali zvesti Šparu ali je to tudi nek del dogovora, pogodbe? Medsebojno spoštovanje. Oni so res v nas vložili in z namenom, da tudi mi privabimo mlajše kupce v Špar in s tem mislim, da se nekako potem izenačino ta. Dobro. Torej, imate ta B2C sektor, vem, da imate tudi neke B2B zgodbe. Kje potem prometa? Verjetno naredite še B2C, največ prometa. Kakšno je tukaj razmerje? Največ naredimo z veletrgovci. Se pravi, veletrgovci so pri nas fokus in tudi strateško se tako pač razvijamo naprej. Tujino, slovaški trg delamo recimo prek distributerja, Avstrijo poslujemo direktno s Šparom. Kar imamo business to customer, je obstoječa spletna trgovina, ampak nam nekako še ni uspel ljudi prepričati, naših kupcev, da je to eden izmed načinov, da res dobiš zamrznjeno domov in da se splača in da je dostava hitra. Nismo navajeni sladoleda ali pa zamrznjenih izdelkov. Dobiti po pošti. Tako. Tako da to nisva nič obupali, ampak pustiva čas v čas ampak ne ustvarjamo veliko prometa z business to customer. Pol pa veliko sodelujemo z raznoraznimi podjetji, kot so recimo Lek ali pa ne vem. Z Vino Koper sem videla. Vina Koper smo celo šli, v co-branding smo naredili 2 okusa. Fenomenalna, je bil limited edition in je bilo vrhunsko. Pa ne vem, podjetja od nas recimo najamejo skrinjo za svoje zaposlene, da je promocija zdravljenja na delovnem mestu. Potem sodelujemo z manjšimi lokali, restavracijami, z lokalnimi butičnimi trgovinicami, ki verjamejo in podpirajo slovenske zgodbe in zgodbe, ki pridejo iz srca. In je tako super. Je pa še vseeno retail, veletrgovec, fokus. Ampak zdi se mi, da imate še veliko stvari odprte, tako da po mojem v naslednjih letih boste še bolj razturali, se mi zdi. Torej, ko sem se malo pripravljala na pogovor, sem videla, da piše, da je en izmed prvih zastavljenih ciljev, da La Popsi postane mednarodno znana blagovna znamka. Zdaj zanima me, se morda spomniš, poleg Avstrije, rekli smo, da je Avstrija prišla zraven nekako organsko, katera država, kam sta prvi paketek v tujino poslali? Saj Slovaško smo 2 leti že na Slovaškem, tako da to je bilo super. Ful so si želeli Švico, tako da smo več paketkov poslali tudi v Švico, nama še ni uspelo.
Ampak Evropa, no, sej, nama je fokus Evropa, ker misliva, da je trg pripravljen. Amerika je še vseeno malo daleč. Pa res je velik trg, tako da bi pol že svojo proizvodnjo mogel zgraditi, pa tako ne spet investirati, da lahko sploh supplyaš tako velik trg. Tako da ja. Torej, Avstrija, Slovaška, tam ste prisotni, pa odprti ste za še Evropo. Zdaj, vemo, da jezik komunikacije je pa ta spletna predstavitev, danes brez tega ne obstajaš, da je izjemno pomembna, posebej v B2C sektorju. Vidve imate res zelo lepo spletno stran, zelo lično, s takim res posebnim kopijem, ful mi je všeč, ker se mi zdi, tako kot si rekla, da nagovarja to mlajšo generacijo, ampak zdi se mi tudi, da če nekdo, ki je izven 25 let in navzgor, če pride na spletno stran, da mu bo to še zmeraj všeč, tako res z okusom narejena. Tako da sem hotela vprašati, zasledila sem, da je angleščina pa slovenščina, tako da me zanima, to pišeta sami, kako se te vsebine lotevate? Sva imeli pomoč. Ja, sva imeli pomoč ene agencije, en mlad par, ki sta isto s srcem pri stvari, in Eva je fenomenalna copywriterka, in je tudi oboževalka Lapopsi produktov in Dobro, zelo pomembna, ja. Tako da čuti in zgodbo in produkt in je ful pomagala. Neverjetno je. Super. Res, to se vidi, no, ker tako, to sadje, ki je tam v slikah, je tudi, ga lahko bereš, če tako lahko rečem. No, to, kar se pa vizuala tiče, je bila pa ena druga agencija, kjer tudi gostuje naša domena in oni skrbijo, da to vse štima in da spletna trgovina laufa. In so se isto. Je tudi mlada ekipa in smo se tudi pokonektali in je s skupnimi močmi, ne, saj to je to. Sinergija, 1+1 je 3 in to velja res kot pribito. Tako da zelo je v bistvu pomembno, da imaš pravo ekipo okrog sebe, znotraj podjetja, ampak tudi zunaj. A ti je bilo na začetku, ko si tako omejen s sredstvi, takrat je verjetno težje dobiti ta prave ljudi. Si imela morda kakšne zgodbe, ki so rekli, razumem, da zdaj nimate, ampak verjamemo v vas, zdaj bomo poračunali enkrat, drugič gremo v to zgodbo skupaj. Si imela te izzive? Si omenila na začetku, ja, da noben brez predračuna te ne pogleda, ampak tako, ta neki zunanji krog še ljudi. Ja, in to se še zdaj dogaja. Na vsake toliko res nekdo začuti in ve, da rabiva pomoč, ker finančno še vedno ne, saj ja, je 5 let ampak je skozi. Prvič je sezonski posel, imamo ful mrtvih mesecev, in je težko, ne, valjda. In ne ostane za marketing 25% nazaj za vložiti, ne. Tako da res gledaš vsak evro, kam ga vložiš. In še recimo temu problem ali pa izziv je, da vsaka marketinška aktivnost, ki jo mi delamo, ni direktno povezana s prodajo. Se pravi, veliko lažje je nekomu, ki ima spletno trgovino, pa en izdelek lasten, dati v oglase 500 evrov in potem ta izdelek prodati, poslati po pošti in ne, tako naprej. Pri nas pa vložimo 500 evrov in noben ne ve, kaj v resnici se je zgodilo. A je šel kdo v Spar kupiti, a je šel kdo na Petrol kupiti. Zelo, ja, razumem. In je vedno ta občutek, ko gradimo na brand awarenessu, in imaš občutek, da izgubljaš denar, ne. Tako da neki marketing budget si vsako leto damo, ampak ja, kadar pridejo potem večji projekti, je to ful previsok znesek, ne, vedno. Vedno, nikoli se ne moramo odločiti, okej, zdaj bomo pa mi investirali 25,000 evrov, da naredimo video vsebino, da naredimo, ne, tako. Tako da Karmen veliko ustvarja sama, in pol se najdejo taki srčni ljudje, ki začutijo ta vibe in brenda in nama pomagajo. Ali tako, da menjajo za Lapopsike. Dobro, v naturi tudi to, saj pravilno. Ja, to s tem marketingom in temi formulami se mi zdi, da je zelo izziv, ampak v vajinem primeru je to še toliko več, tako da vama držim pesti, no, da se to bolj skristalizira, kam je treba usmeriti finance. Zdaj praviš, da vaju zanima cela Evropa. Zdaj,
kako poskušate, torej poskusi so, na kakšen način poskušate priti do določenih trgov? Se vsakega trga lotita posebej, na poseben način? Imate tle kakšne svetovalce, ki vam rečete, glejte, kupovalne navade so tukaj takšne, na drugem koncu Evrope drugačne. Kako se teh novih trgov običajno lotevate? Mislim, na začetku je Google naš najboljši prijatelj, ali pa moj. Google vse ve. In ponavadi, grem jaz kar sama raziskovati, kaj že obstaja, in potem poskušam najti kakšen direkten kontakt od kakšnega distributerja ali pa kar od trgovske verige direkt. Ponavadi ne dobim odgovora, ampak če pa najdeš, jaz mislim, da kakor ti je namenjen, no. Če ti nekaj delaš, na koncu neki rezultat bo. Ne da silaš, ne da na vsak način hočeš, ne da izsiljuješ ali pa manipuliraš, ampak jaz mislim, ko je nekaj pripravljen zate, pa če za to delaš in vlagaš svoj čas in energijo, se pol tudi zgodi, a ne. Tako da zdajle, recimo za naslednje leto se pripravlja noro. Od direktnih kontaktov do distributerjev, do enega trga naenkrat, do več trgov naenkrat. Tako neverjetno, kaj se bo vse, mislim, kaj je možnost. Možnosti, no to. Možnosti je neomejeno, res. In produkt ima potencial ful. Ja, pa tudi tako, zdaj ste si odprli tako veliko vrat, in recimo, da se vsa ta vrata odprejo, boste morali spet proizvodnjo podvojiti ali potrojiti. Kako, mislim, tako, če tako malo sanjarva, je to, kar nekako probate skumulirati, boste tudi morali deliverati, ne? Ja, Na seveda. koncu, ne? Imamo srečo, da se pravi, z našimi Italijani sodelujemo že od leta 2019, in smo postali ena taka družinica italijanska. In ni več samo, naročilo, pridemo Lapopsi ekipa v proizvodnjo, naredimo, gremo domov. To je zdaj, kaj se da, kaj se ne da, kako bi, ne, in imamo plan skupaj z njimi, kako bomo Lapopsi omogočili pač to rast, ne. Tako da imajo oni, kar se kapacitet tiče, več kot dovolj za to, kar midve sanjava. Super, super, dobro, to je pomembno, da je taka podpora, kot se gre. Zdaj omenila sva slovensko, angleško spletno stran. Zdaj, ko greste na nove trge, planirate tudi tukaj neko ozadje si narediti, torej ta svoj izdelek predstaviti v enako dobri luči, tudi dajva reči italijanskemu trgu, ker oni glih radi imajo te sladolede, dajva reči, čeprav vidve imate še boljši izdelek. Se planirate tudi na ta način približati trgu, ker v domačem jeziku te nekako prej, hitreje vzamejo ljudje za svoje. Tako da imate kakršnekoli načrte tudi v tej smeri. To je, ne, vsi rečejo, najlažje je prodati nekomu, nekemu distributerju ali pa trgovski verigi. Pol spraviti iz police dol je največji izziv in to narediš lahko samo z marketingom, ne. V poplavi vseh produktov, ki pač obstajajo na tem svetu v tem trenutku, se zgubiš. Lahko imaš fenomenalno embalažo, lahko imaš fenomenalen produkt, ampak če ne obveščaš ljudi o tem, da obstajaš, pač ne obstajaš, ne. In to je večen izziv, ker midve sva si želeli, ko smo vstopili na avstrijski trg, smo komunicirali v nemščini, smo imeli Lapopsi Austria profil na Instagramu, smo imeli nemško spletno stran, ampak na koncu smo ugotovili, da bi rabili celo ekipo ljudi, da bi se ukvarjala z vsebino v nemškem jeziku, celo ekipo ljudi, da bi se ukvarjala z vsebino v slovaškem jeziku. Da to je, ne, če hočeš ti biti aktivno udeležen v sporočanje o tem, kaj si, kdo si, kaj delaš in zakaj priporočaš, da tebe kupijo, moraš imeti ful vsebine, vsaj 3 objave na teden, spletna stran se mora updatati, refreshati, kakšne članke pisati, ne. In to je pol za ekipo 4 punc, ki so vpletene v daily operations of existing business, totalno nemogoče, ne. In pol spet smo prišli do tega, da je previsok strošek in da ne vemo sploh, kaj delamo, ne. Se pravi,
nimava še vedno enega recepta ali pa ideje o tem, kako bi veva, da je absolutno nujno, da se pojaviš v okolju, v katerem si, v jeziku, ki ga oni govorijo, ampak ne veva še čisto, kako bi to speljali. Ja, ta formula, spet smo pri formuli, neka matematika danes, ampak ta formula je zelo, tako kot rečeš, daš noter 500 evrov, pa ne veš, koliko si lučk prodala iz tega naslova. Je pa, kar so nekako naše izkušnje, pa posebej deva reči spletne trgovine, je zelo enoznačno, da vsak nov jezik ti odpre, na poseben način ti odpre trg. Torej zajame množico ljudi, ki recimo ali ne zaupa tujim dobaviteljem na splošno, ali ne zaupa, ali ne razume konec koncev angleščine dovolj. Ti odpre en velik bazen ljudi, tako da ta neka splošna formula obstaja, zdaj se pri panogah lahko spreminja, no, tako da vas srčno spodbujamo, da z nekimi majhnimi seveda koraki, no, mislim, da magari na teh kanalih, ne vem, kaj uporabljate, verjetno Instagram, ste še kaj prisotni. Instagram, TikTok, Facebook. Tako, ja, vsaj na teh nekih kanalih mogoče malo prebiti led, no. Se je izkazalo, zdaj, ker mi imamo izkušnje, so ponavadi ta velika imena, Google, Microsoft in tako naprej, pa pol se usedem pa rečem, ok, mi nismo Google, Microsoft, mi nimamo teh sredstev, ampak se da z razmeroma majhnimi vložki nekako veliko lučk prodati, no, če lahko prevedemo v to govorico. Mislim, da vemo, o čem bomo govorili pol. Ja, definitivno. Torej, poleg, zdaj so se dotaknili embalaže, deklaracij, ki so nekako mora biti, imata pač namen se nekako lotiti tudi vsebine, ki bo naslovila svoje kupce ali potencialne kupce. Torej, na katerih ste, kje sta prisotni, tako virtualno kot v živo? Prej sva se pogovarjala, da si bila na enem super sejmu, boš o tem povedala, pa tudi na spletu, kje te lahko sledijo? Ja, mislim, prisotni sva, se pravi, na LinkedInu, na Instagramu, na Facebooku in spletna stran. YouTube sva včasih ful vlogov snemali, sicer za domači trg, ne vedno v slovenščini. Kar pa se tiče pojavnosti prav business to business, ja, je bila pa zdaj letos končno priložnost, ko smo dovolj veliki in sposobni realizirati kakšne večje posle, ne samo sanjati o tem, da jih nekoč bomo, smo se udeležili Anuge. Anuga je eden izmed svetovno najbolj priznanih in največjih sejmov za hrano in pijačo v Nemčiji. In in se je spet pokazalo, da ima produkt ful potenciala, da je primeren čas, da smo v trendu, da ljudje iščejo take alternativne produkte in da smo spet začeli ceniti pristne okuse. Ja. Zdaj, ko si omenila pristni okus, sem poslušala en drug podcast, pa sem spomnila to jagodo, ker ste rekli, da je jagoda v bistvu prišla kar pozno, pa vedno je med tistimi glavnimi okusi, tako da res čestitke za to, no. Na tem sejmu so bili še kakšni Slovenci, s kom si se tam kaj spogledovala, kako to izgleda? Mislim, kakšna je to velikost? Koliko si kaj sestankov imela? Kakšni so ti obsegi? Na tem sejmu je 9,000 razstavljavcev, 140,000 obiskovalcev. Od tega so sami kupci. Se pravi, pridejo na sejem z namenom, da kupijo in potem ali uvozijo ali... Ne pridejo samo na degustacijo? Ne pridejo samo na degustacijo. Tako da bilo je noro intenzivno. To je bilo v 4 dneh skoncentrirani sestanki en za drugim. Že vnaprej dogovorjeni, random random sestanki, ki so se zgodili tako, wow, kaj imate? To rabimo. Tako, res, mislim, nekaj neverjetnega. So bili pa od Slovencev Pečjak, Radenska, Tina, Robinshot, ful nas je bilo, no, tako. Dobra. Ja, Delamaris. Ampak to so samo taka velika imena in pol zraven še Že napopsi, to je sjajno. Mi smo tudi enkrat bili v taki vlogi, so bili mičkani med velikimi in to je potem tak poseben občutek. Zagotovo, mislim, da ti bo to odprlo kar nekaj vrat, no? Ker to, da si vložila v to in se opogumila, da se tam
pojaviš, mislim, da Ja. da bo to obrodilo sadovi. Google si omenila pri raziskovanju, kaj pa zdaj pri komunikaciji s tujino, tudi če se kaj objavlja, se pomagaš potem z Google prevajalnikom, ChatGPT je naredil celo revolucijo. Tako, a se probata pomagati s takšno tehnologijo tudi v te neke prevajalske namene? Kako na to gledate? Mislim, je uporabno, ful, ne? Če ne drugega, recimo v Avstriji so zelo konzervativni in velikokrat nočejo komunicirati v angleščini. In zelo prav pride, ne? Ker si ne predstavljam, da bi nek e-mail thread, ki je 50 izmenjav mailov, vsakič poslala, recimo tebi. Ja. Oliver, daj mi please prevedi, kaj je to, daj odpiši to pa to, ne, to bi čisto predolgo trajalo. Tako da, Pa tudi ni tako pristno, se mi zdi, ne, tako. itak, pa plus to, da to so ponavadi, ne sklepaš poslov na tak način, ne. Kar je pač ja, uporabno in mislim, da ga ni enega človeka, ki ne bi tega uporabljal, no. Ja. Za angleščino jaz ne rabim, ampak za vse ostale jezike, ker recimo naši Italijani tudi ful slabo angleško govorijo in komuniciramo s pomočjo Google Translata, ne. Tudi v proizvodnji kdaj pač prevajamo, lamponi, ne, Kaj si, Ja. Ja, to je zagotovo prav pride pri teh takih vsakdanjih življenjskih situacijah, je odlično, ampak ravno si omenila nemški trg pa italijanski, to sta ene izmed dveh evropskih držav, ki so zelo v navednicah občutljivi glede jezika, in tam, ko greš na te trge, je zelo, ta jezik je res tako nekje na vrhu prioritet, čeprav mnogokrat ali zmanjka sredstev ali na to čisto pozabiš, da je določene stvari treba prevesti. Ampak mislim, da ste zdaj že na neki ravni, kako lahko zdaj to nekje v neki predalček namenite temu. Tudi deklaracij recimo, ne bi... Enkrat sem na Fiverr prosila, tam, ne, ke imajo, ke lahko, pa res poceni, ne. Pa bil je neki kratek tekst, ke je bil za en produkt, ke je bil limited edition, nekaj sem rekla, ma ne bomo zdaj ful zapravljali za to, za ta prevod. Ja, napaka, ne. Pač mislim, it's Fiverr. Ti lahko, a si imela pol, kaj mogla si na novo tiskati, pa Saj, to se ponavadi zgodi tam, ke najmanj pričakuješ, a veš, tako da, ja, to se, super, glih je eno od vprašanj bilo, če si imela kakšno zagato, tako da ta mislim, da je bila zagata, te je tudi koštalo, tako da se zgodi, ja, zato vsi nas, tako ko se pogovarjamo, pa pa kaj boste zdaj AI, pa boste čez 10 let obstajali. Bomo, ravno zaradi takih, mislim, strojni prevodi zagotovo so, res se izboljšujejo nenehno, in so zagotovo na neki zelo visoki ravni, ampak v procesu bo nekako človek mogel ostati, posebej da se izognemo takšnim ali še kakšnim hujšim lapsusom, no, tako da. Zdaj, daj mi povej, koronsko leto, če sem prav gledala, je bilo rekordno. Ke smo se širili na avstrijski trg. Potem dve leti zapored pa krepko čez pol milijona. Zdaj me zanima, vidve na to gledata kot na stagnacijo ali kot na stabilnost? V bistvu se mi zdi, da stabilnosti zadnjih 5 let sploh ni. Vedno so neke ali gospodarske krize ali zaprejo pol sveta ali pa kar celega. Ali kupci se prestrašijo pa kupujejo vodo, kvas, moko, jajca. Ali je vreme slabo, pa imamo poplave, pa imamo maja 2 stopinji, pa hodimo v bundah okoli. Tako da jaz sploh ne vem, ne bi govorila o stagnaciji, ne bi govorila o stabilnosti, ne bi govorila o rasti, ne bi govorila sploh o ničemer, ker je toliko enih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje, sploh sezonskega posla, ki je odvisen od vremena in valjda kupne moči, ker nismo pač najcenejši, nismo najdražji, ampak še vseeno je produkt,
osnovna življenjska potrebščina, kot je WC papir ali pa kvas ali pa ne. In ne vem sploh, kaj naj si mislim. Evo, ko pišem plan za leto 2024, ne vem, kaj delam. Evo, ne vem. Lahko na podlagi preteklih let poslovanja ocenim približno, kaj se da narediti. Tudi, če bo še enkrat korona, tudi, če bo še enkrat vojna v Ukrajini, tudi, če bo še enkrat cena sadja 300% višja, kakor danes, a ne? Ampak res, prav nimam odgovora. Saj sem ful razmišljala, kako naj na to sploh odgovorim, ampak... Sej, tudi to je odgovor, absolutno razumem. Tudi prej preden smo začeli, so se dotaknili letošnjega leta, torej začelo se je, sredi maja je bila praktično zima, poplave, torej to je kar močno vplivalo na letošnje leto. A to pomeni, da konec leta pričakuješ tako precej veliko razliko ali pa boste uspeli nekako ujeti vlak iz prejšnjih let? Mislim, lansko leto smo itak poslovali z izgubo, ker mi imamo economy of scale, ne. Se pravi, če premalo prodamo, fiksni stroški so še vsem previsoki in teh mrtvih mesecev je le veliko. Tako da v bistvu letos bomo sicer ustvarjali dobiček, s katerim bomo pokrivali delno izgubo iz preteklih let, ampak sva pripravljeni pač na leto 2024 z minimalnimi stroški ustvariti čez poletje toliko prometa, da potem še vedno posluješ z dobičkom in pokrivaš izgubo iz preteklih let, ne. Tako da plan tak je, zdaj pa se pravim. Okoliščine in situacija je pa toliko nepredvidljiva, da itak skozi Je plujemo. valovito. Tako. Valovito. Zdaj, preden si začela z Lapopsijem, si bila v Vegasu in vemo, da je Amerika dežela podjetnikov, podjetništva. So ti te izkušnje pomagale pri ustvarjanju Lapopsi zgodbe in morda, če te je nekaj oviralo ravno zato, ker imaš ta rukzak? Ne, mislim, jaz vedno rečem, da sem najbolj hvaležna za teh 5 let Vegasa, zato ker nobena šola, noben učbenik, nobena knjiga me ne bi mogla tega naučiti, kar sem se jaz tam naučila. Ratala sem veliko bolj samozavestna, da sem začela zaupati vase in v svoje odločitve in v to, da sem sposobna, ne? Ker v Sloveniji smo še vsem tako humble. Vedno smo, pa mogoče pa ne jaz, mogoče bi pa raje še magisterij, pa pol še doktorat, pa probam, ne. Kdo mi bo rekel, da ne, mislim, in tudi jaz sem bila tako, v resnici sem skozi neki dvomila vase. V Ameriki se pa spodbuja in se na fejle gleda kot šolo in se iz tega učiš in pač, če ponavljaš skozi iste fejle, pač si osel, jaz ne vem, ampak če pa narediš fejl, pa pol naslednjič popraviš in ne, se ogneš isti težavi, problemu ali pa ga rešiš še preden do njega pride, si naredil vse, ne glede na to, v kateri panogi, v kateri industriji, v katerem obdobju svojega življenja, ne, je ta problem solving pa spodbujanje en drugega v Ameriki ful. In naučila sem se res to sinergijo, ne. Če delaš skupaj, če nisi skozi sam in ti najbolj veš in ti najbolj znaš in ti največ zmoreš in noben ne zna toliko dobro kot ti, če to enkrat spustiš in rečeš, skupaj zmoremo vse. Tako, to se strinjam, ekipa je vse, no, ki te ne samo dopolnjuje, ampak tudi nadgrajuje to, kar ti premoreš. In če bi vse naredila znova, pa da ni Lapopsi, torej nekaj čisto drugega, imaš predstavo, kaj bi delala, kakšen startup, kakšno idejo bi realizirala, pa kako bi se lotila finančno, zdaj se ful o financah pogovarjam, ne vem, imaš kakšen šparovček za take neke reči. Ne vem, imaš sploh prostora, da razmišljaš o takšnih stvareh? Velikokrat sem že razmišljala o tem in tudi danes zjutraj sem se glih z mojim mentorjem pogovarjala, sem rekla, to vprašanje mi ne da miru že 2 dni, kaj? Mislim, ne? In sem rekla, če ne drugega, bi definitivno se ognila zamrznjeni verigi. Dobro. Je hecna, ne? Ali pa sploh stvarem, ki imajo rok trajanja, evo. Dobro. Recimo, to je tako en tak velik pain hrane in pijače in v bistvu vsega, kar poteče rok trajanja in je treba iz neke točke pripeljati na drugo in tako, ne.
In sem rekla, jaz bom rekla, da bi imela storitveno dejavnost, svetovanje. Ja, le kupiš računalnik, odpreš espe. Delaš od doma, v pidžami. Ja, komot, Ne, komot. hecam se. Greš na dopust, kadar hočeš. Ja. Ja. Mislim, ne, v resnici bi še enkrat izbrala La Popsi. Ampak zato, ker ga toliko močno čutim. Mene noben ta problem, sej me kdaj in žalosti in jezi in frustriram in depresiram in se jezim in svašta, ampak je toliko kratkotrajno, da v primerjavi s tem, kaj vse mi je dober in kul in v čem uživam, čisto zanemarljivo. Tako da jaz mislim, da tudi, če La Popsi ni edina ali pa ni zadnja zgodba moja podjetniška, karkoli bo srcem. Ker si ne recimo, prodajali sva v La Popsi protein banano. Eden izmed prvih okusov, ki je nastal leta 2017 v tisti mali proizvodnici v garaži in je bil od Carmen oči najbolj navdušen nad njim. Meni je bil pa toliko zanič, da ga nisem mogla prodajati. In so bile pač zaloge skozi sam za gorazda. Dobro. Ker pač, meni je bil zanič. Ja. Pač protein, banana, okus mi je bil zanič in ga res iskreno nisem mogla ponujati strankam. In smo šli, ne vem, na en event, recimo Istrski maraton, smo imeli polno skrinjo vseh in je pač protein, banana, so ga peljali nazaj domov. Kaj pa bi vi priporočala? Ja, definitivno ne protein banane. Dobro. In isto, zakaj nimata čokolade, zakaj nimata vanilije? Ja, pa če ne znava narediti dobre. Ja. Ja, ne morem, ali pa ne znava, ni še čas mogoče, ali pa, ne vem, ne sklada se z najino filozofijo, ne. Razumem, ja, nisi, v bistvu si, ampak nisi prava prodajalka, bi mogla vse te zaloge izprazniti, ampak razumem, to res delaš s srcem, tako, in karkoli bi bilo, ali pred tem, ali na novo, ali za La Popsijem, bo nekaj, kar jaz ali rabim, ali uporabljam, ali sanjam o tem, da bi obstajali, ali kakorkoli. Ja, dobro, bomo potem videli, če bo iz tega kaj nastalo. Se opravičujemo za tehnične težave. Neža je zelo srcem dela pri stvari. Neža, super, daj mi povej še neko misel za na konec, kaj bi gledalcem, poslušalcem povedala. Tudi če niso na podjetniški poti, tudi če so na začetku, niso na začetku, neko tako splošno modrost ali nekaj, kar si se ti naučila. Moje vodilo je, lahko povem. Izgubiti potrpljenje pomeni izgubiti bitko. Dobra. To me vodi in ja. Dobra. Mogoče bo še koga. Super, zelo dobra misel. Prvič slišim, tako da evo, jaz jo bom tudi zapomnila. Mislim, da bo tudi zame prav prišlo. Hvala, da si prišla. Lepo je bilo tebe videti, poklepetati. Pa se še vidiva na kakšnem dogodku. Najlepša hvala.